Lepo pozdravljeni v Posavskem obzorniku, ker vas tokrat vabimo v Krško, ki je bogatejše za tretjega častnega občana. Razglasili so ga med praznikom mestne občine, ki ga je zaznamovala tudi uradno otvoritev regijskega vadbenega gasilskega poligona. Zaključili bomo v Valvazorjevi knjižnici na zelo posebnem dogodku. Poglejmo. Vrhunec praznovanja občinskega praznika mestne občine Krško je prav gotovo slavnostna akademija, na kateri so se poklonili tistim Krčanom, ki s svojim življenjem in delom izstopajo. Mestna občina je po Stanetu Rožmanu in Ernestu Breznikarju odslej bogatejša za še enega častnega občana. To priznanje je v letošnjem letu prejel dolgoletni ravnatelj glasbene šole Krško, dirigent številnih glasbenih sestavov, zaprisežen rogist in še marsikaj. Drago Gradišek. Pravzaprav bi bil neiskren, če ne bi rekel, da mi to ne gode nekako. Seveda mi, Še več mi pa pomeni to, da to najbrž tudi mojim mnogim glasbenikom, ki so šli skozi moje roke in orkestrom, to pomeni tudi najbrž veliko. Prepričan sem v to. To mi pa še več pomeni. Kdor ne pozna Draga Gradiška v mestni občini Krško, potem lahko rečem, da je nekaj narobe s tistim, ki ga ne pozna. Danes je tretji okronan častni občan in reakcije tako obiskovalcev v dvorani, tako zdaj izpred kulturnega doma jasno kaže, da je komisija, ki je obravnavala predloge o izboru častnega meščana mestne občine Krško, naredila dobro delo. Za letošnjim častnim občanom je dolga in uspešna glasbena pot. Učil sem vse inštrumente, ki so v godbeni zasedbi, igral pri Orionih, vse zvrsti muzike sem dal skozi, bil 5 let v filharmoniji, tudi resno muziko, ki se zdaj vračam njej zopet. Sicer pa tako, moto naše glasbene šole je bil ta, ko srcu dovoliš spoznati več glasbe, vseh zvrsti, lahko uživaš večkrat. To vodilo me je vedno vodilo. In vedno sem imel v mislih, da hočem, da želim te glasbenike narediti pomembne ljudi. In dejansko so ogromno naredili. Moji zanamci, da ne bom naštel, sami vejo, kdo je to. In sem jim neizmerno hvaležen. Vsem učiteljem glasbene šole že od prej in zdaj sem jim neizmerno hvaležen. Veliki znak mestne občine Krško je tokrat prejela osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja ob 60-letnici skrbi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Vsekakor je velika čast to priznanje mestne občine Krško in hkrati tudi odgovornost. Kot sem že nekje povedala, seveda naš cilj ni ta nagrada, je pa, bi rekla, pomemben mejnik ob poti, ki nas nekako opogumlja, spodbuja, motivira za delo vnaprej. In vsekakor naša šola se trudi, da ne samo dobiva od skupnosti, ampak poskušamo tudi v skupnost vračati. Znak mestne občine Krško pa je letos šel v roke dolgoletnemu družinskemu zdravniku Željku Pleši. Ogromno čast zaradi tega, ker je priznanje za nekakšno delo v zdravstvu, ki ponavadi je vedno odrinjeno v stran. Pomeni mi zaradi tega, ker zaslugu za to priznanje na prvem mestu moji starši, ki so me vzgojili, da bom tak pridno in pošteno delal celo življenje. Moja žena Blanka, ki s veliko ljubeznijo in potrpežljivo stoji mi vedno ob strani. Moja otroka Anja in Tomislav, ki sta v mojem življenju naredili čudež. Moji sodelavci v Aristotelu, ki praktično sodelujejo kot kakšna širša družina, in na koncu moji pacienti, za mene najbolji pacienti na svetu. In kako Pleša gleda dejstvo, da se njegovi mlajši kolegi ne odločajo za specializacijo iz družinske medicine? Večina mlajših kolegov pride in vidi, da je to obsežno delo, ki zajema praktično kompletnega človeka. Mi ne gledamo človeka kroz bolezen, družino, moramo vedeti vse okolje, socialno, psihično okolje, delovno okolje. To je zelo zahtevno delo in ni priznano. Sedaj nekakšni napadi so na družinske zdravnike, pritiski so vse tisto. Zato oni rajš grejo nekakšno klinično delo, kjer so bolj priznani, ki imajo nekakšne izobraževanja, strokovne stvari. Međutim, jaz sem navajen na garačko delo, meni je to najbolj všeč delo na svetu.
Na prireditvi pa so podelili tudi jubilejna priznanja. Minulo obdobje župan Mestne občine Krško Janez Kerin ocenjuje kot uspešno. Glavni dosežki se poznajo v bistvu tako na infrastrukturnem delu, kot na področju šolstva, na področju zaščite in varnosti, skratka in pa razpršenosti same gradnje, vlaganja. Jaz mislim, da smo uspeli v tem letu in pol dati vsaki krajevni skupini, vsaki mestni četrti svoj doprinos, da to ljudje čutijo in da verjamem, da bodo tudi v bodoče, kajti delamo na tem, da za vsi deli naše občine so enako pomembni. V prihodnje pa jih čakata predvsem dva velika projekta, kot sta bazen in park urbanih športov. Letošnja največja investicija Mestne občine Krško je 5. regijski poligon za vadbo tako prostovoljnih in poklicnih gasilcev. Gre za enega izmed 17 takšnih objektov, ki so načrtovani v Sloveniji. Potreba po tovrstnem objektu v neposredni bližini se je kazala že vrsto let. Regijski poligon za usposabljanje gasilcev Posavske regije je velika pridobitev ne samo za lokalno skupnost v Krškem in našo gasilsko zvezo domačo, ampak tudi za preostali gasilski zvezi, tako Sevnica kot Brežice, ki smo združeni pod eno posavsko regijo. Že leta in leta ugotavljamo večje potrebe po tem, da bi domače gasilce usposabljali na domačem terenu. Zgolj trenutni centri za usposabljanje gasilcev, kot so recimo na Igu, v Pekrah in Sežani, pri številčnosti, kakršna je naša organizacija, v Sloveniji ne zadostujejo. Zato je to velika pridobitev, ker bomo lahko domači gasilci na domačem terenu uporabljali svojo opremo in z njo vadili na, bom rekel, lokalnem igrišču. Zato poligon tistim, ki ga bodo največ uporabljali, pomeni veliko. V regiji Posavje smo dobili nov gasilski vadbeni poligon, ki nam bo omogočal, da bomo lahko skupaj s inštruktorji izvajali operativne naloge, se pravi, bomo izvajali vaje, zato da bomo lažje potem na intervencijah da bomo lažje na intervencijah imeli bolj profesionalen odnos. Zaenkrat smo jih lahko samo vsako društvo pri sebi v gasilskem domu, ali pa če smo prišli skupaj s poklicno gasilsko enoto tukaj pri poklicnih, da smo v njihovih garažah ali pa okrog njihovega gasilskega doma. Brez skupnih naporov, brez sodelovanja ni nikoli ničesar. In prav je, zlasti tukaj v gasilski organizaciji, da sodelujemo vsi skupaj, da se zavedamo našega poslanstva in predvsem, da se zavedamo, da gasilstvo ni poklic, gasilstvo ni hobi, ne prostočasna dejavnost, ampak je način življenja. Slovenska gasilka in gasilec hiti na pomoč vsakemu, ne glede na to, katerega Boga moli, katere politične pripadnosti je, kaj razmišlja, katere narodnosti je, ampak gasilka in gasilec pomagata vsakemu, ki je v stiski in vsakemu, ki to pomoč potrebuje. Da pa je ta pomoč učinkovita, da ne naredimo še več škode kot koristi, je seveda pomembno, da se usposabljamo, da treniramo, kajti samo redna usposabljanja držijo operativno ekipo v kondiciji in sama tehnika brez operativnega znanja in pripravljenosti ne pomeni ničesar. Pomena gasilstva se zavedajo tudi na Mestni občini Krško. Gasilci ste srce vsake skupnosti. Vsakič, ko se zasliši sirena, ko zagori plamen, ali ko narava pokaže svojo moč, ste vi tisti, ki prvi priskočite na pomoč. Vaša predanost, pogum in požrtvovalnost so neprecenljivi. Zato je prav, da vam tisti, ki smo za to pristojni, zagotovimo najboljše možne pogoje za vaše usposabljanje in za vaše delo. Naša mestna občina je dom 23 gasilskim društvom in poklicnih gasilskih enoti. Zato novi gasilski poligon ni zgolj objekt, je simbol našega spoštovanja in priznanja do vašega dela.
Tukaj boste lahko še naprej razvijali svoje spretnosti, preizkušali nove tehnike in se pripravljali na najrazličnejše izzive, ki jih prinaša vaše plemenito delo. Tako je za poligon Mestna občina Krško zagotovila zemljišče in še okoli 150 tisoč evrov. Okoli 700 tisoč šakov pa je prispevala Gasilska zveza Slovenije. Sedaj bomo po izgradnji teh poligonov nekoliko ustavili zadeve, v narekovaju, in zgradili poligon v Murski Soboti, Mariboru in v Sežani. Potem pa sledi en tehten premislek, ki je čisto točno, glede na razporeditve, je še potrebno zgraditi poligone, kajti potrebno se je zavedati, da je infrastruktura, ki jo gradimo, bistveno poskočila tudi v ceni in tudi v oddaljenosti med seboj. Imamo ponekod zelo blizu te poligone, tako da bo ta odločitev sprejeta skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije in Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, kajti vsi ti poligoni bojo v nadaljevanju tudi uporabljeni za usposabljanje enot civilne zaščite. Glavno vodilo pri gradnji na Gasilski zvezi je predvsem varnost gasilcev. Želimo si, da ta naša velika prostovoljna gasilska organizacija, naši operativni člani, ko gredo na intervencijo, se potem tudi vračajo domov, živi in pa seveda zdravi. In ta poligon tukaj danes pred nami je le eno izmed območij in pa področij, kjer lahko kalimo naše prostovoljne in pa tudi poklicne gasilce. Ob odprtju so gasilci vsem prisotnim na novih površinah tudi prikazali način reševanja. Valvazorjeva knjižnica Krško se je prejšnji teden prelevila v vsesplošno vadbeni poligon, na katerem so se skozi petkovo popoldne preizkusili številni obiskovalci, ki jih slabo, muhasto, nenazadnje precej aprilsko vreme niti ni motilo. Tam je bila tudi naša kamera. Ustvarjalci utripa v Valvazorjevi knjižnici Krško so dan knjižnice pripravili že 6. Prvič pa je dogodek moral potekati znotraj. Dan Valvazorjeve knjižnice smo začeli, ker smo nekako z nekim dogodkom želeli sodelovati ob praznovanju Mestne občine Krško in pa pri tem, da smo poskušali, da se v starem mestnem jedru vedno nekaj dogaja. Zato se nam je zdelo lepo, da združimo tako naše praznovanje naših knjižničarjev in da damo tudi nekaj uporabnikom in zato smo začeli z dnevom Valvazorjeve knjižnice Krško. Letos je to že 6. Vsako leto poskušamo nameniti kakšni temi. Lansko leto se nam je zdelo super, da je to knjiga, v letošnjem letu pa smo izbrali šport, saj se nam je zdelo, da že od Vučkota naprej šport prihaja iz vseh ekranov, časopisov in vsega, kar je potrebno. V primeru, da bi še vedno gostovali v Kapucinskem samostanu, tovrstne prireditve ne bi mogli izvesti. Tokratni dan so torej posvetili športu. Pri vsakem dnevu Valvazorjeve knjižnice poskušamo v knjižnico dati malce drugačne vsebine, kot jih ponujamo skozi vse leto. In letos naša knjižnica praznuje 15 let postavitve zbirke Speedway v Sloveniji, kar smo že res želeli obeležiti. In potem, ko smo videli, koliko jubilejev praznuje tudi društva v naši občini, od šahovskega, konjeniškega in še mnogo društev, ki jih nažalost ni danes z nami, v naši knjižnici, smo se odločili, da je šport eden tistih tem, ki je vedno popularen, ki ga imajo ljudje radi in za katerega smo upali, da bo našo knjižnico privabil obiskovalce. Z novimi prostori so v knjižnico privabili prenekaterega novega obiskovalca. Tisti stalni pa ostajajo v knjižnici dlje časa. Število obiskovalcev težko primerjamo s prejšnjimi, ker enostavno je sedaj jih veliko več, že samo zaradi tega, ker lahko v knjižnici prebijajo tudi prosti čas, kar je prej bilo nemogoče. Je pa res, da kar se dogodkov tiče, pa smo jih delali tudi prej in so bili dobro obiskani. Samo da so prej ljudi po dogodku ali pred dogodkom šli takoj domov, sedaj pa se zadržijo v knjižnici in seveda je razlika velika. Pomena knjižnice se zavedajo tudi na Mestni občini Krško. Mesto brez ustrezne knjižnice bi bilo prazno, bilo pusto. Meni osebno, ko se mimo peljem, pomeni veliko. Dobri občutki so, tudi sama arhitektura je res posebna. Te okna v obliki knjig je nekaj posebnega. Daje mesto svoj pečat, svoj dodatno utrip mesta.
Tega, da knjižnice pomenijo tudi izobrazbo, so se zavedali že v preteklosti. Jaz kot mecenka sem na to dala velik poudarek, torej veste, da sem imela kar nekaj štipendijskih skladov, da sem podpirala dečke, ki so hodili recimo k pevskemu zboru in ravno spomnila sem se, da so večkrat prišli k meni tudi za pet, verjamem, da so zato rabili tudi kakšno knjigo, da so se naučili. Torej izjemno pomembno za izobrazbo in verjamem, da bi dala tudi del svojega denarja za to stvar. Torej, če ne bi bilo Bohoriča in Dalmatina in seveda nekako v povezavi s tem tudi Valvazorja, tudi mogoče jaz ne bi prišla v Krško in potem povezala vse te zgodbe. Gotovo smo lahko ponosni na vse te velike može in ponosni na tiste, ki so jim pomagali, da so naredili to, kar so naredili za nas. Kaj pa o povezavi knjižnice in športa pravijo tisti, ki so le-tega v knjižnici tudi predstavljali? Moje prvo srečanje s karatejem je bilo ravno v knjižnici. Takrat je bila v Jugoslaviji prevedena ena japonska knjiga Karate Masutace Ujame, ki je bila na voljo tudi v naši lokalni knjižnici, tako da sem se najprej s karatejem srečal prav v knjižnici. In po nekem življenjskem ciklusu me prav veseli, da smo dobili vabilo tudi karateisti, ki vadimo v Posavju na 2-3 lokacijah, znotraj Juki karate šole v Krškem, na Čatežu, v Artičah, v Cerkljah. In da smo dobili pač vabilo na to prireditev, kjer se mi je zdelo originalno, da na tak način smo v stiku z mladimi, na tak način smo v stiku z ljudmi, ki jih to zanima, da pač pokažemo tudi neko svojo dimenzijo športa, neko dimenzijo borilne veščine in vsega tega, kar nas združuje, kajti konec koncev moramo gledati to, kar nas združuje, čeprav nas vedno stroka tudi ločuje, tako da je vsak ima svojo priložnost dokazovati v stroki. Ja, jaz mislim, da to zanimiva ideja za združitev športa s kulturo, z visoko kulturo. Smo veseli in sem vesel, da tudi, da se nas je veliko športnih društev odzvalo na povabilo knjižnice in da je kljub današnjemu dežju uspešno speljali prireditev. Dodatno znanje v prostorih knjižnice nabirajo tudi šahisti. Ja, na tekmovanjih se je poznalo to predvsem zaradi tega, ker to, da greš v knjižnico, povzameš knjigo, pomeni, da si začel samostojno delati, samostojno razmišljati in to je tisto, kar moraš narediti, da narediš preskok. Tako da, ja, vse smo bili že prej uspehi, ne? Ampak tam okoli 12-13 leta, ko sem začel se bolj tako samostojno ukvarjati s tem, pa malo z veseljem, malo z radovednostjo, pa da sem dejansko najdel knjige, pa se še naprej imel veselje pa delo, je pa prineslo tudi uspehe. Kasneje sem bil viceprvak državni članski, prišel v reprezentanco in to brez tega, da bi sam delal, se ne bi nikoli zgodilo, ne. Knjižnice definitivno pomagajo pri tem, da delaš sam, da imaš motivacijo in najdeš pomoč, ko jo rabiš, ne. Med dogodkom so obiskovalce popeljali tudi do kapucinske in speedway zbirke. Ob koncu pa je nastopil tudi animator Sten Vilar. Bili smo tudi na letnem koncertu Simfoničnega glasbenega orkestra Glasbene šole Krško s skupino Contradiction. Bilo je nekaj posebnega in imenitnega. Poglejmo vsi skupaj. Vse se je začelo pred dobrim letom, ko so Contradictioni sprejeli izziv legendarnega voditelja Jureta Longike. In smo takoj že malo v štartu pomislili na simfonike. Ja, res je, jaz jih že malo službeno v tako dolgo časa gledal in ja, in mi je ta želja vsaj meni zelo dolgo tlela, no. Tako da pol, ko smo pa nekako prišli na to, ok, dajmo probati to simfonično, nismo imeli pa nobene dileme, no, da bi to radi delali konkretno s Simfoničnim orkestrom Glasbene šole Krško. Pol smo pa ok, rabimo prvo seveda aranžmaje in zato smo seveda angažirali njihovega, našega Dejana Učakarja, ki je poskrbel za 11 skladb, ki jih bomo danes na njihovem letnem koncertu tudi zaigrali. Pa ja, zgodba šla kar hitro dalje, on je tudi angažiral pol orkester, tako da smo že kar lani na poletje bili malo usklajeni, no, da bomo šli v ta izziv skupaj. Ostalo je pa pol zdaj malo zgodovina že, ne, evo. V zadnjem času pisca večine glasbe, ki jo preigravajo krški simfoniki. V osnovi je glasba Contradictionov ostala nespremenjena. Muzika benda je originalna, samo poskusili smo, če bi bilo mogoče, da to, kar so oni že naredili, samo malo dogradimo, malo pobarvamo, malo dodamo mogoče kakšne dele, ko so mi malo bolj prazni. Je pa res, da je veliko dela, pa tudi veliko časa. Skrat, tole je potekalo več kot 1 leto, odkar smo začeli s pogovori, pa z aranžmaji, tako da nekje do decembra je bilo vse narejeno, pa smo pa začeli vaditi.
Zanimalo nas je, ali pozna kakšen simfonični orkester v Sloveniji, ki igra toliko lastne glasbe kot jo Krški. Ne vem, če je kakšen. To ni samohvala, ne. To je pač takšna situacija, da imamo priložnost, hvala Bogu, tudi jaz sem vesel, da imam možnost, da inštrumenti, orkestri izvajajo moje stvari takrat, ko jih napišem, in sem zato zelo hvaležen in mi tudi pomaga, da rastem v svojem znanju in da se razvijam, dobivam izkušnje in te stvari. Tako da mislim, da je redko kakšen orkester, ki se res ukvarja toliko z domačo lastno glasbo, kot pri nas. Sodelovanje trenutno zajema 11 skladb, tako da so bile vaje kar obsežne. Mi smo samo poprijeli za inštrumente. Dejan je napisal vse aranžmaje, Dejan Učakar, tako kot ponavadi. Nas on o sreči pravi, da naredi note za nas. In začeli smo vaditi. 4 mesece zdaj smo vadili intenzivno. Na Debelem rtiču smo imeli cel dan vaje, to je bilo 3 dni. Sicer smo vsi bili navdušeni, kar je bilo zelo pomembno, ne. Na začetku je bilo tisto skeptično, ali bo ali ne bo, ampak se je lepo, zelo lepo prijelo, ker imamo tudi večinoma mlad kader, se pravi učenci glasbene šole, zdajšnji, bivši. Tudi po zaslugi precej mladostnega utripa med simfoniki, ki so nekoliko drugačno glasbo takoj sprejeli. Kar fajn je, da že lahko pri taki starosti, oziroma pri moji starosti lahko že sem bil na RTV-ju, pa še zdaj v živo. Tudi družina je bila ponosna na mene, tako da zelo fajn. In kakšen je občutek, ko avtor zasliši zven not, ki jih je spisal prav za svoje glasbenike? Občutek je fantastičen, sicer prej si predstavljaš že, kako bo izgledalo, ko si moraš, ne, ampak je pa vedno tako prijetno presenečenje, ko orkester napolni prostor s tistim, kar si ti napisal, in vedno si hvaležen, da ljudje radi igrajo tisto, kar narediš, ne. Soigralci so po vseh teh letih z Učakarjevo glasbo zadovoljni. Glih to je fino, da že toliko časa delamo skupaj, da že vse poznam, točno vem, kaj lahko naredim, kaj ne smem narediti, se zelo prilagodim orkestru in to je pravzaprav ni nobenega popravljanja. Popravljali smo prej s fanti iz benda, da smo vse uskladili, da smo vse pobrisali matrice, kar ni pasalo zraven, oziroma je bilo preveč podvajano. Ko smo pa enkrat začeli delati, je bilo pa to tekoče. V tujini bi s tovrstnim skladanjem Učakar bržkone že postal milijonar. Ogromno pomeni, saj milijoni so takšna stvar, ne, ker v kulturi umetnosti itak nikoli ni, ne. Tako da bolj gre za nek občutek, da so ljudje zadovoljni, da jim polepšaš kako uro, 2, takrat, ko pridejo poslušati, in to je pravzaprav se nekako sprijazne s tem, da je to zadostno nagrada in zadostno plačilo za to, kar počneš. In kako zveni, ko skupaj zaigrajo 5-članska nuklear rock zasedba in 75 simfonikov. Poglejmo še v Brežiški grad, kjer so pripravili zaključno prireditev ob zaključku restavratorsko-konzervatorskih del zemljevida Franja Stiplovška. Ob dnevu reke Save, 1. juniju, v čast 75-letnice muzeja in v spomin na prvega direktorja Franja Stiplovška, so na 1. junijsko nedeljo v Posavskem muzeju Brežice predstavili zemljevid krškega okraja, ki je nastal pred 90 leti in so ga v tem času v muzeju temeljito restavrirali.
Zemljevid Krškega okraja smo nekako ponovno odkrili leta 2016, ko smo se posvečali enemu izmed 4 elementov, vodi, in je bil res dolgo časa posojen gimnaziji Brežice. Takrat se nam je zdelo, da je to res en krasen predmet, ki predstavlja, kako so dojemali to naše območje v sredini 20. stoletja, pa še delo je našega Franja Stiplovška, prvega ravnatelja. Franjo Stiplovšek je bil v prvi vrsti slikar, ampak po izobrazbi je bil učitelj, učil je od velikovca Maribora, tudi v Krškem in Brežicah. Hkrati je bil pa seveda tudi muzealec. In zanimivo je, da so v Krškem nastala tista najpomembnejša njegova dela. Zemljevid je v muzej prišel v precej klavrnem stanju. Ko je zemljevid prišel v konzervatorsko-restauratorsko delavnico, je bil močno poškodovan, imel veliko predrtin, razpok in pa predrtin. Tako da največji problem so bile ravno te strukturne razpoke, pa v preteklosti je bil tudi neprimerno tretiran, se pravi, te raztrganine so bile napačno podložene in to je v bistvu bilo najbolj problematičen del. Količina in vrsta poškodb je botrovala tudi obsežnemu delu konzervatorsko-restauratorske službe, ki je trajala 3 mesece. V tem času smo sliko sneli spod okvirja, odstranili nečistoče z okrasnega okvirja, potem smo odstranili nečistoče z hrbtišča, sliko smo obrnili, odstranili nečistoče z lica slike, potem smo sliko ponovno obrnili, sanirali vse raztrganine in razpoke, predtem pa še odstranili zaplate in ostanke lepila, kolikor se je pač to dalo. In kaj takšen projekt pomeni mladi konzervatorsko-restauratorski ekipi? Ogromen izziv. Prvi je bil zaradi velikosti, drugi zaradi tehnike izdelave, potem, ker praktično kar smo poizkusili, skoraj ni učinkovalo. Tako da je bil ogromen izziv, ki je doprinesel k mojemu znanju oziroma veščinam za prihodnost. Franjo Stiplovšku bodo, kot se za ustanovitelja muzeja spodobi, v prihodnosti ponovno postavili stalno zbirko, ki je bila umaknjena zaradi sanacije ob potresu poškodovanih prostorov gradu. Hvala, ker ste se družili z nami. Poletje se nasmiha, res da se malce kislo drži, ampak nobena stvar ni tako težka, da nima kakšnega okenca. Se vidimo spet jeseni.